dobrodošli na Srečanje pod lipami. Nocojšnji večer bomo posvetili 40-letnici neprekinjenega delovanja Ljudskega radia. V naši sredi pozdravljamo celo vrsto sodelavcev, bi rekla začetnikov in današnjih sodelavcev. Predstavili se bojo sami, jaz bi vsekakor jih predstavila. Tukaj imamo Matjaža Pintarja, Nikota Klanščka, ki je od vsega začetka, najprej današnja sodelavka Ilarija Bernjak, Andrej Bavcon, Danilo Čota, ki je tudi od vsega začetka pri Ljudskem radiju, in današnja sodelavka, Stefanja Pereta, ki bo tudi nocojšnji pogovor vodila. Lepo, da ste v naši sredi, najprej čestitamo za 40-letnico neprekinjenega delovanja, da želimo še veliko zdravja, veliko energije, da bi še vnaprej skrbeli za Ljudski radio in seveda vam čestitamo za opravljeno delo. Hvala lepa, vsem skupaj pa želim lep večer. Spacio, radijska postaja, ki oddaja na ultrakratkem valu. Oddaja v slovenščini Vrata proti vzhodu je na sporedu vsak večer od 20. do 21. ure. Ob sobotah in nedeljah okno v Venečijo, v slovenskem narečju iz Venečije, Rezije, Terske in Kanalske doline. Dober večer vam voščim Andrej Bavcon, četrtkov večer z glasbo, zanimivosti, informacije in humor. Tako na kratko o nocojšnjem sporedu, več v sami oddaji. Zanimivo bo tudi nocoj. Vsem dragim poslušalkam in poslušalcem želimo prijeten večer o poslušanju naše oddaje. Spoštovani gospe, cenjeni gospodje, slišali ste uvodno siglo Ljudskega radia, ki kratkočasi večere naših poslušalcev že 40 let. Ob meni sedijo vam znani glasovi, in sicer glasovi tistih, ki so del te realnosti. Pozdravim torej med nami gospoda Danila Čotarja, Nika Klanščka, Andreja Bavcona, Matjaža Pintarja in Ilarijo Bernjak, predstavnico mlajše generacije radija. Jaz bi rad najprej povedal par stavkov gospodu Sergiu Pellegriniju, ki je ustanovitelj Ljudskega radia. Ker ni prav vešč slovenščine, mi dovolite nekaj stavkov v italijanščini, da ga pozdravim. Un cordiale saluto, Sergio, grazie di essere venuto. Tu 40 anni fa hai ideato e fondato Radio Popolare, sono stati anni da pionieri in questo settore, ma quello di cui ti siamo ancora oggi riconoscenti è che hai avuto il coraggio di proporre fin dall'inizio che ci siano anche le trasmissioni in lingua slovena. Ed era una cosa non semplice, non ovvia naturalmente, ma abbastanza difficile. Noi abbiamo
preso la palla al balzo, abbiamo cominciato subito a collaborare e siamo qui ancora oggi dopo 40 anni, attraverso periodi di crisi, specialmente quella di Radio Voce, che ci era anche ostile. Ci sono state delle interruzioni, abbiamo sempre ripreso, abbiamo sempre avuto la volontà, la testardaggine di voler avere queste trasmissioni. E quando le frequenze sono state cedute a Radio Spazio, praticamente le trasmissioni italiane da Gorizia si sono spente, le nostre invece no, perché abbiamo insistito di fare anche con Radio Spazio, ci hanno accettato, ci hanno concesso un'ora e la facciamo ancora adesso. Grazie ancora una volta. Sedaj pa, če nekako začnemo od začetka. Naj povem, da je bila 9. decembra 1975 ustanovljena zadruga Kooperativa Medcity Komunikacione Sočare. Kako se je pravzaprav začelo takrat? Kot sem pravkar zdaj povedal v italijanščini, povem še slovensko. Ja, Sergio Pellegrini je ustanovil radijsko postajo in leta 1977 se je odločil, da se oddaje začnejo. Stopil je k doktorju Humorju, mu predlagal, naj bi bile oddaje tudi v slovenščini. Doktor Humor je takoj sprejel, ker on je vedno sprejel rad vse take izzive in delal, kot vemo, na Goriškem veliko takih stvari, ki jih je on začel. Tudi gospod Sergio Pellegrini je bil podoben doktorju Humorju. Lahko bi rekli, da je italijanski humor v nekem smislu, ker je dosti let vodil goriško-katoliško mladino. In oddaje so se začele 5. decembra 1977 v preprostem studiu v Semeniški palači. Govorili so dr. Kazimir Humor, Viktor Prašnik in Niko Klajnšček. Malo pozneje je pristopila še Mariza Perat in sodelovala tudi ona. Zdaj to se je nadaljevalo, so bile pol ure oddaje, nadaljevalo se je približno do pol leta 1978. Takrat so pristopili nekateri mladi in smo bili tudi mi še mladi. In ena nova ekipa je nastala tako in tako, da dr. Humor me je prepustil delo in smo šli naprej sami. Zdaj naj povem tudi imena po vrsti. To smo bili poleg Nikota in mene še Lidija Jarc, Alenka Černic, Harriet Dobnik, Barbara Rustja, Anka Černic, Jožica Žnidarčič in Karlo Bolčina. Potem smo imeli tudi precej zunanjih sodelavcev, ki niso prihajali v studio, ampak so nam pripravili oddaje in jih prinesli, napisali. To so bili pozneje, ko ni več sodeloval v studiu Viktor Prašnik, Ambrož Kodelja, Janez Povše, Lojska Bratuš, Mirko Špacapan, Mariza Perat in Marjan Markežič. Posebej še se spomnim tiste, ki so že pokojni. To sta nepozabni sestri Alenka in Anka Černic, Viktor Prašnik, Kazimir Humor in Mirko Špacapan. Oddaje so nastajale nekako na Goriškem. Vaši poslušalci pa niso bili samo Goričani. Res je. Komaj smo začeli s slovenskimi oddajami, smo se takoj zavedli, da pravzaprav imamo največ poslušalcev čez mejo v tedanji Jugoslaviji. Tam v Jugoslaviji je bilo takrat tako, da ni bilo še svobode govora, ni bilo svobodnih radijskih postaj in ljudje so slišali naš svobodni glas in ga sprejeli z navdušenjem. Mi smo si lahko po radiju privoščili, kar smo želeli, rekli, kar smo hoteli, nihče nas ni cenzuriral, nikogar se nismo bali, gospod Pellegrini nas ni sploh nikoli vprašal, kaj govorimo in kaj pravimo. In ljudje v Jugoslaviji so bili navdušeni nad tem.
tako da so potem čez nekaj časa začeli brez strahu telefonirati v živo, pisati pisma in imeli smo res največ poslušalcev čez mejo. Kako pa so potekali oddaje? Rekli ste, da ste imeli v živo. Oddaje so bile v živo vse do leta 2000, to je dosti let. In potekale so tako, da smo morali biti vedno natančno tam, ob tisti uri. Napake, ki smo jih delali, so se slišale pač v živo. Dostikrat smo zavrteli ploščo na 45 obratov, namesto na 33 in take stvari, sitnosti. Pač ljudje so se, skoraj bi rekel, tudi s tem zabavili, ker so vedeli, da pač moramo biti, se moramo znajti. In je bilo zares to oddajo, ko so nam ljudje telefonirali in naročali razna voščila, pošiljali pozdrave, želje, smo imenovali kratke želje na ultrakratkem valu. To je bila naša oddaja, ki je bila vsak dan na sporedu, ko so končali tisti sporedi resnejši, ko smo govorili, imeli intervju in tako naprej. Je bila vsak dan na sporedu ta oddaja, ki, ko smo imeli veliko let oddaje, 2 uri, se je zgodilo, da smo v 2 urah dobili tudi od 25 do 50 telefonskih klicev, plus od 500 do 1000 pisem na leto. Sedaj pa prisluhnimo uvodu in delcu božične oddaje, ki je nastala na božični predvečer leta 1978. Oddaje v slovenščini lahko poslušate vsak dan, razen ob nedeljah, od 19:15 do 20:15. Danes je božični večer, je nedelja in zato smo naredili izjemo. Današnja oddaja bo trajala od 20. ure do 21. ure. Danes, drage poslušalke in poslušalci, ne bomo oddajali glasbe po vaših telefonskih željah, ampak bo na sporedu božična oddaja nekako, ki bo obsegala razne take misli, prilične misli za Božič, ki jih je pripravil naš sodelavec Danilo. Pojdimo s prvo božičnjo pesmijo in sicer Angel Božji stopil je. Spoštovani poslušalci, zopet doživljamo božični večer, spomin na Kristusovo rojstvo. Morda res ni ta praznik najveličastnejši v cerkvenem letu, je pa gotovo najskrivnostnejši in najgloblje seže v dušo vsakega preprostega človeka. Skrivnost Božjega rojstva na svet se je tisto noč dopolnila v okolju, ki je preprosto in revno, in zaradi te preprostosti takoj uklene naša čustva. Dan danes se sicer marsikaj od tega pristnega pozablja. Božič so si vsi prilastili kot praznik in pozabili, da je krščanski praznik. Za mnoge je postal samo praznik nakupovanja, smučanja, daril, kiča na drevescih, izletov drvenja z avtomobilom. Upirajmo se takemu Božiču. Doživljajmo ga duhovno kot praznik rojstva, skrivnosti in upanja. Božič naj ne bo praznik tistih, ki se zapirajo v svoj mali puhli svet, ampak tistih, ki so dobre volje, ki se hočejo preroditi v novega človeka.
oddaje na Ljudskem radiju nosijo skupen naslov Vrata proti vzhodu. Odkot to ime? Torej, takrat, posebno v letih, v 80-ih letih, se je prebudila želja na vsem vzhodu, da bi se otresli režimov, ljudje so si želeli svobode in to je bila ena želja, ki se je prebudila, bi lahko rekel, od Nove Gorice do Sibirije. In res konec 80-ih let so začeli padati ti stari režimi. V Sloveniji so se pojavili pogumni ljudje, ki so načrtovali, da bi postala Slovenija samostojna. In v tistih letih smo mi po radiju, to so bila leta 89-90%, po radiju ves čas recimo podpirali to željo teh narodov proti vzhodu in njihovo željo po svobodi in njihove načrte. Omenjali smo večkrat to po radiju, imeli posebne oddaje o tem, intervjuje in tako naprej. In prav zaradi tega smo potem si zamislili, da bi imela naša celotna slovenska oddaja na radiju ta naslov, Vrata proti vzhodu, ker je bila v tistih pomembnih letih obrnjena na vzhod. Za predokus pa bi rada, da bi slišali posnetek, ki je bil posnet v živo iz Ronškega letališča leta 1979. Kaj se je pravzaprav takrat zgodilo? Takrat so, zdaj preberem, tako bo hitreje in ne bomo zgubljali časa. Leta 1979, to je bilo meseca maja, posnetek je tudi precej star, pol drugo leto po začetku naših oddaj. Ansambl Lojzeta Hledeta in dramska skupina iz Štandeža sta šla na gostovanje v Severno Ameriko. 3. maja 1979 so se vračali na Ronško letališče. Ljudski radio je bil tam in snemal prihod letala, srečanje z vračajočimi, slišati bo tudi nekatere glasove, ki jih ni več in ki so bili tudi naši sodelavci, kot na primer Viktor Prašnik in Kazimir Humar. Prisluhnimo. Slišat po radiju. Slišat po radiju. Vsak večer lahko slušate, kdaj bo no je to! Drage poslušalke in poslušalci Ljudskega radia Gorica, pravkar ste slišali po zvočnikih, da je bil naznanjen prihod leta številka 301 iz Rima. Slišali ste tudi ropotanje in šum reaktorjev letala, ki že pristaja na Ronškem letališču. Tukaj nas je zbranih veliko število ljudi iz Štandrža, iz Števerjana in iz Gorice.
vsi pričakujemo skupino naših goriških Slovencev, ki se pravkar vračajo iz Združenih držav. Tukaj nas bo skoraj 100 ljudi, predvsem so zastopani v velikem številu otroci, ki pričakujejo svoje očete in matere in seveda tudi cele torbe raznih daril, ki prihajajo iz Amerike. Letalo je pravkar pristalo in se popolnoma ustavilo, že so nastavili stopničke, po katerih bodo ljudje lahko izstopili. Nekateri zdaj že izstopajo, mahajo nam. Mahajo nam že iz postajališča in gredo peš proti prostorom, kjer bodo morali skozi kontrolo. Oprostite, da govorim tako v presledkih, ampak sem tudi sam precej ganjen. Mahajo nam z raznimi kavbojskimi klobuki. Vse je do tega trenutka poteklo srečno in sedaj odidemo tudi mi iz terase in se napotimo v spodnje prostore, kjer jih bomo lahko srečali. Sedaj smo slišali, kako je bil, prihod naših Štavrjancev in Štandarcev. To je potekalo v živo? Pravzaprav ni natančno v živo. Jaz sem bil na Roškem letališču in sem snemal na registrator vse to in potem, komaj sem končal tudi te intervjuje, sem prihitev v Gorico naravnost na radio, ker smo začeli ob 8 uri z oddajo in sem potem ta posnetek dal recimo z 1 uro zamude, to ni prav v živo. Sedaj pa slišimo še intervjuje, ki so bili posneti takrat. Posebnost tega posnetka je ta, da boste lahko slišali poleg ostalih intervjuvancev tudi 2 glasova, 2 oseb, ki sta žal preminuli. Sta pa veliko pripomogli k slovenski realnosti na Goriškem. Prisluhnimo. Pri nas slišite grozen žal. Tukaj je Niko, ki nam bo takoj kaj povedal. Zelo lepo. Malo smo trudni, malo zaspani, nekaj smo v Rimu tudi po klopeh spali, ampak zdaj smo res srečni za takle zelo lep sprejem. Vse srečno. Fino. Karjete razdaja vsem potnikom, vsakemu svoj rdeč nageljn in sedaj se že vsi objemajo, slišite okoli nas živ žal in veliko veselje. Kaj je kjer to? Naš Viktor, ki je pravkar prišel in se v tem trenutku objema z ženo. Ja, zadovoljni, da smo se vrnili srečno, zdravi in veseli, čeprav zelo utrujeni. Šlo je vse prav in lepo. Zdaj vas ne bom zadrževal, ker srečujete s svojimi znanci in družinskimi člani in tako dalje. Če morate še kaj povedati, kar za Ljudski radio? Ja, za Ljudski radio marsikaj ste slišali, med tem je Niko večkrat telefoniral in pripovedoval, kako nam gre. Vse je šlo dobro, proti pričakovanju in so bili tam zelo zadovoljni in mi tudi. In o tem seveda bomo več povedali in govorili še. Hvala lepa za enkrat. Je z nami tudi Lojze,
ki vodi ansambel Lojzeta Kledeta, če bi nam povedal prvi vtis tako pri vstopu na domača tla, na domača tla. Mislim, da smo štandršci in števerijanci zelo veseli priti nazaj. Kot smo bili veseli iti čez lužo, po domače rečeno, je tudi lepo priti nazaj. In videti naše drage, prijatelje in pa družine. Torej, imeli ste vsekakor velike uspehe. Ja, brez konca. Naporno je bilo, tole naše potovanje in pa tudi precej dela je bilo. Torej, tudi njemu se zahvalim in ga pustim, ker ga otroci kličijo družinskim dolžnostim. Z nami Damjan Pavlin, ki je član štandrške dramske gledališke skupine in nam pove tudi on takoj prvi vtis ob vstopu na goriška tla, na domačo zemljo. Ja, mislim, da lahko izražamo veliko zadovoljstvo nad uspešno turnejo po Ameriki, saj smo tako naša gledališka skupina kot ansambel Lojze Klede povsod, kjer je nastopal, že veliko uspeha. Povsod smo bili deležni zelo prijaznega sprejema in smo izredno pozitivno ocenjujemo celoten naš program, 15-dnevni program po Ameriki. Dobro, hvala lepa tudi tebi, bomo poiskali še koga. Naši potniki iz Amerike imajo zdaj opravka še s prtljago, pravkar prihajajo vsi ven. Srečali smo zdaj predsednika naše katoliške prosvetne zveze, doktorja Humarja, ki nam bo takoj povedal prvi vtis ob prihodu na ronško letališče. Mislim, da je bila naša turneja v Združene države uspešna. Obiskali smo naše rojake v glavnem v Clevelandu, v Washingtonu, v New Yorku in v Fairfieldu pri New Yorku. Posod sta nastopili obe skupini, tako dramska iz Štandrža, kakor ansambel iz Števrjana. In pri Slovencih tam v Združenih državah prinesli naše pozdrave, potem sta pokazali našo kulturo, našo besedo in povsod so jih zelo toplo in prisrčno sprejeli. Posebno še Primorci, naši rojaki v Clevelandu in tudi v New Yorku. Tako da moramo biti res hvaležni ameriškim Slovencem, ki so nas tako lepo in toplo sprejeli in nam res tako zelo tudi šli na roko, da smo bili med njimi res kakor med brati. Torej, doktorju Humarju se najlepše zahvalim, ki je zaključil te intervjuje na ronškem letališču. Zdaj prihajajo že vsi ven in se bomo odpravili proti Gorici. Ura je že 19:05, letalo je prišlo z enourno zamudo, vsi smo jih pričakovali in oddajali vam bomo ta intervju z ronškega letališča po Ljudskem radiju v prihodnjih urah. Iz ronškega letališča se sedaj vračamo v Gorico in Niko, kje se nahaja sedaj sedež Ljudskega radija oziroma Radia Spacio? Sedaj smo, kot si pravilno rekla, kot Radio Spacio, smo del Videnske postaje in nahajamo se pa tu v prostorih kulturnega centra, v tretjem nastropju oziroma postrešju te stavbe tukaj zraven. V tej priliki se lepo zahvalim tudi kulturnemu centru in da nam daje na razpolago, kjer imamo ta snemalni studio. Smo pa od vedno tukaj? Ne. Začeli smo, če grem na sam začetek, začeli smo v Bogoslovju v ulici Seminarijo oziroma Korzo Verdi številka 4, ki je bilo takrat v precej slabem stanju. Na vsak način tam smo začeli, v eni majhni sobi so nam dodelili v drugem nadstropju, smo jo na hitro in po domače uredili, tako da se je dalo oddajati seveda v živo. In to, kot je Danilo prej povedal, leta 77.
Tam smo bili približno 1 leto ali nekaj manj. Potem je škofija odločila, da bo to bivše bogoslovje obnovila in popravila in zato smo morali se izseliti iz teh prostorov. Smo pa jih našli v ulici Brigata Kazale številka 10. In tam smo bili v kletnih prostorih približno 5 let. Ko so dokončali prostore na Korzu Verdi številka 4, tam so nam pa spet dodelili lepe dva studija in torej za intervjuje in govorilnici, lepo urejeni prostori, ki jih je potem blagoslovil in nekako otvoril škof Bon Marko 21. februarja 1983. In tam smo bili potem do zaključka. Do zaključka, se pravi, dokler se radio kot Radio Popolare ni ukinil, ostali smo mi in sedaj smo tu v kulturnem centru, torej v zgornjih prostorih, tam imamo studio, ki je pa samo snemalni. Ja, kako se je pa iz leti tehnika spremenila? Sedaj smo navajeni na tiste male snemalnike, stojijo v žepu, takrat pa, mislim, enkrat pač ni bilo tako, ne? Ne, na samem začetku sploh nismo snemali, ker, kot je Danilo povedal, je šlo še vse v živo. In tehnika, ja, tudi oddajni del in tudi v samem studiu so bile še mešalne mize, tako stare. Smo imeli prvi kasetofoni, so prihajali na dan. Začetni oddajnik je bil seveda tako domače izdelave, ga je nekdo tehnik iz Portogruara, se mi zdi, da je bil, ki je sestavil ta oddajnik in antene. Imeli pa smo oddajnik na neugodni lokaciji, na Medejskem hribu, zraven antena na zvoniku cerkve Svetega Antona, ki je tam na Medejskem hribu. Seveda ni bil, jakost je bila šibka, tako da v Gorico je signal prihajal zelo moten in slab. Potem tudi večkrat se je pokvaril in včasih je tudi burja polomila, ker je antene. Potem smo se odločili, da premaknemo vso stvar v Števerjan. Tam je bil kar precej let na Sedejevem domu, ta oddajnik in antene. Vedno so potekale oddaje v živo, dokler praktično nismo potem Radio Popolare se je torej prekinil in mi smo ostali in se preselili sem v te studije, ki jih imamo še sedaj. Kako pa sedaj snemate? Torej imamo en majhen snemalni studio v drugem nadstropju in snemamo počasi postaja vse digitalno, ni še vse popolnoma. En del je še klasične, mešalna miza in potem pa pošljemo vse v video, kjer je sedež Radio Spacio preko interneta in tako. Kje pa sedaj lahko najdemo sporede naših oddaj? Torej, sporedi so v Novem glasu. Novi glas nam redno in vsak teden objavlja te sporede. Odkar imajo novo spletno stran, Novi glas, imamo tudi logo in tudi na spletni strani so sedaj ti sporedi objavljeni, za kar se seveda Novemu glasu lepo zahvaljujem.
da nam to objavlja. Drugače pa jih dobimo na spletni strani Radia Spacio. Kateri je pravi recept za preživetjem, če se lahko tako izrazim? No? Vemo, da je bilo v teh desetletjih kar nekaj zapletenih trenutkov. Kako ste preživeli in katera bo bodočnost? Katera bo prihodnost, ne vemo. Dosti krat v teh dolgih letih smo bili že na tem, da vse skupaj pustimo. V takih trenutkih, ko smo bili v največji krizi, posebno takrat, ko je bila ukinjena zadruga Mekso in so prevzeli radijsko postajo neki sodelavci, ki so jo preimenovali v Radio Voče. V tistih letih so nam bili tudi nasprotni, niso marali slovenskih oddaj, smo se morali za to boriti, so nam jih skrajšali na pol ure, potem jih tudi za nekaj mesecev sploh prepovedali, prekinili. Mi smo hodili se pritoževati na škofu, ki nam je vedno zaupal in nam zagotovil, da njemu so slovenske oddaje pri srcu. In res nazadnje so nam zopet vrnili 1 uro. V takih trenutkih krize, ena druga je bila tista potem, ko nismo več mogli oddajati v živo, ko je goriška nadškofija prodala goriške frekvence Videmskemu radiju Spacio in takrat smo bili tudi na tem, da vse skupaj pustimo. Tukaj moram povedati, da v takih trenutkih se moramo zdaj zahvaliti našemu sodelavcu Andreju, ker on je bil tisti, ki je najbolj trmasto vztrajal, da ne smemo pustiti. In smo mu res za to hvaležni, ker zdaj se nekaj samo. Ker na Radiu Spacio so nas sprejeli lepo, navdušeno in so nam takoj dali 1-urno oddajo. Edina sprememba za nas precej radikalna je bila ta, da nismo imeli več oddajo živo in smo morali prej jih snemati v Gorici in jih pošiljati videm. To je pomenilo tudi, da nismo več imeli neposrednega stika s poslušalci, ki so nam prej med oddajo vedno telefonirali in imeli stik neposredno z nami. Potem se je to prekinilo, ker pač ni več mogoče, če oddajo snemaš prej. In nam je bilo žal predvsem zaradi tega. Zdaj tudi od takrat ne vemo več prav, koliko poslušalcev sploh imamo, ker prej smo imeli tisti stik telefonski in se je potem lahko razumelo, da jih je veliko, da jih je manj, da jih je več. Zdaj vemo, da nas ljudje še vedno precej poslušajo, čeprav dan danes radio ni več tako sodoben, kot je bil takrat. Ampak ne vemo točno, kako je široka ta paleta poslušalcev. Kako pa so se z leti teme oddaj spreminjale? Pravzaprav se niso. Mi tisto oddajo Kratke želje na Zahodnem valu smo imeli toliko let, ko smo imeli še stik s poslušalci. Zdaj izbiramo glasbo, je prav tako precej glasbe, ampak jo izbiramo sami in ne po želji poslušalcev, v upanju, da jim ugodimo svojo izbiro. In imamo pa več kot takrat govorjenih oddaj, ko imamo razne intervjuje, predavanja in to je skoraj vsak dan na sporedu. Lepo je tudi, da zdaj imamo oddaje vsak dan, kar se mi zdi nikoli zgodilo prej. To je ves teden, vseh 7 dni.
Morate vedeti, da pred dnevi smo se vsi skupaj sestali, da bi nekako sestavili ta današnji večer. In mene je tako zelo fasciniralo to, da gospod Danilo hrani doma še vsa pisma poslušalcev in vse glasbene želje ima skrbno zapisane. Tako da mogoče ste nocoj prinesli s sabo tudi kakšno pismo. Ja, prinesel sem dva primera. Prvo je iz prvega obdobja, ko so bili ljudje, predvsem na jugoslovanski strani, zelo navdušeni nad nami. Takole nam je pisala gospa iz Šempasa 4. julija 1979. Tudi midva z možem poslušava vsak večer Ljudski radio Gorica, kar nama je zelo všeč. Vas vseh v studiu prisrčno pozdravljava, posebno se vam zahvaliva za vaše oddaje iz narave. Moj naslov vam pošiljam, ampak vas prosim, ne objavljajte po radiju mojega priimka, mogoče samo ime ali še bolje nič, ker sem stara, pa se mi bodo smejali. Želim vam mnogo uspeha, s spoštovanjem, Winkler Angela. To je značilno pismo za tiste prve čase. Zdaj, eno zanimivo, tudi bi vam en košček prebral. Leto je naokrog, spomini se vračajo nazaj v preteklo poletje, katerega sva preživela kot oskrbnika Homiščkovega zavetišča na Krnu. In na vaše prečudovite vsakovečerne oddaje po želji poslušalcev, kateri so naju tako prijetno razveseljevali. Upava, da vaša oddaja še obstaja, saj poslušalcem nudi dobro razvedrilo in krajša večerne urice. Zatorej vse pohvale vsem vam, kateri se trudite ustvariti s svojim požrtvovalnim delom te čudovite večerne oddaje. O poslušanju vseh tistih želja, katere ste nam vsi vi na Ljudskem radiju pošiljali na Krn, se nama zazdi, da nismo tako daleč stran od vas, včasih se nama celo zazdi, da sva še vedno v tistem visokogorskem svetu. Ob najnem lanskoletnem bivanju na Krnu sva imela občutek, da živite z nama. To sta bila zakonca Sedminek, Janez in Majda iz Dolenje vasi pri Mirni Peči na Dolenskem. Koliko takih pisem ste rekli prej, da ste prijemali letno? Približno od 500 do 1000 na leto. Ste ta pisma prebirali v studiu? Ja, prebirali v studiu, ja, in navadno so vsebovala tudi prošnjo za pesem, za melodijo ali pa voščila. Matjaž, kako si pa ti začel na radiju? Ja, kot je bilo že povedano, ko sem jaz šel na višjo šolo Gorico, je prišla do mene v prvem letniku Anka in je rekla, ti boš najprej prišel v Kodru 90 kot igralec in potem nas je počasi začela vse te mlade spravljati na radio, ker smo prebirali pravljice. Ona je vodila večer za pravljice, seveda to ni bilo v živo, bilo je snemano in smo bili kot take stranske osebe, ki smo prebirali te pravljice. Moram povedati, da z menoj je bil tudi Jan, ki je tukaj in moram povedati, da Ljudski radio je kot podmladek z Radio Trsta. Ko mi smo začeli govoriti, Jan, ta je pa preden, ga že ni bilo več na nami, je šel v Radio Trsta. Potem so začeli govoriti o naši Stefani, ta je pridna, je že na Radio Trsta, tako da ne govorimo več, kdo je priden na radio, ampak molčimo. In tam na radio smo se dobivali, prebirali in po nekaj letih, ko si dvigoval telefonsko slušalko, si že po glasu Dober večer spoznal, da je pa Juditja z Jazbin, da je pa Severin z Nove Gorice, da je pa, vsa ta imena se še spominjam, Marija, in si že po Dober večer ugotovil, kdo je ta, ker telefon je stalno brnel. V studiu smo bili v 5, 6, tam mladi smo bili bolj zadaj, so ti, nekdo je bil na telefonu, si je zapisal čestitko in so ti prinesli tja in si se tam ukvarjal 5-6 minut, si vrtel to kaseto naprej, nazaj, da si dobil tisto tretjo pesem. In ko sem bil siguren, da je pravilna in si jo nesel v studio, da jo dajo gor, si ugotovil, da pesem je bila na strani A in ti si dal stran B. In potem so se oproščali po radiju, ampak ti niso zamerili, ker itak si bil mlad. Potem
15 let zaporedoma je brnela ta številka v glavi, kličite na 0481 na 32828, ki danes so številke nekoliko daljše. In tam sem z leti ostal. Danes moram še to povedati, da sem rekel, to sigurno moraš povedati, da Ljudski radio je 3 dni mlajši kot sem jaz, najmlajši tukaj od moškega spoda. 5. decembra ima radio 40 let, drugega, kot pravijo, bom imel jaz. In takrat nas je bilo v studiu precej, moram povedati, vsak večer, z veseljem si hodil tja, ker smo bili mladi, smo se smejali. Potem pa sem začel sam z oddajo, ne sam, skupaj z Damjano Bensa sta imela torkovo oddajo, vsake eno urco sva vodila, potem ona nas je zapustila in tako sedaj imam jaz to oddajo ob torkih, ki jo pripravljam, ponavadi snemamo o ponedeljkih zjutraj ali o ponedeljkih popoldne, tukaj v studiu in tukaj včasih malo žalostno, ker si sam, pa ne moraš zaspati, ker spodaj od Emil Komelti igrajo, ampak tista urca mine in se poslušaš naslednji večer zvečer. Med nami pa sedi tudi zelo mlado dekle, Ilarija, kako si pa ti začela? Pogovarjali so se jaz in ti, Stefanja, in ti si mi predlagala, če bi jaz sodelovala. Najprej sem se začela smejati, ker jaz nimam nobene izkušnje na radiju in to je bila kot strela z jasnega. Ampak, ker mi je radio zanimiv in všeč, ne samo to, kar slišimo, ampak to, kar se dogaja v ozadju, sem rekla, da ja. Že takoj sem vedela, da sama ne bom uspela imeti enourne oddaje in sem vprašala mojo najboljšo prijateljico, Karloto Nanut, ki ima skupaj z mano oddajo, če bi tudi ona sodelovala in tudi ona je pripravljena na nove izzive in tako sva lani začeli z našo oddajo Prazne buče močno donijo. In o čem govorite v vaši oddaji? V naši oddaji govorimo o najrazličnejših tematik. Naprimer, začeli sva februarja in sva govorili o pustu in tej kulturi pustovanja, ne vem, potem o filmskih festivalih, kot je Noč Oskarjev in junija naša najljubša, vsaj meni je bila moja najljubša oddaja, ki smo skupaj naredili, o maturi in kako smo jaz in Karlota preživeli maturo in kako so maturanti preživeli letošnjo maturo. Kako pa je s sobotno oddajo Okno v Benečijo? Kdo jo pravzaprav pripravlja? To je bilo tako. Po smrti naše sodelavke Anke Černic leta 2003 smo ostali le 4 sodelavci. In ker je bilo težko pripravljati oddajo 6 dni v tednu, smo izpustili soboto in pripravljali samo 5 dni. Ko je gospod Ecio Goznjak postal ravnatelj Radia Spacio, si je zamislil, da bi to prazno, prosto soboto zapolnil z novo oddajo, ki je dal ime Okno v Benečijo in je začela leta 2008. Potem, torej pri tej oddaji sodelujejo razni ljudje iz Nadiških dolin, z Terske in tudi iz Rezije in z Kanalske doline, govorijo precej v narečju, zelo lepa oddaja. Potem jo je nekaj časa vodila Ilarija Bankič in zdaj jo vodi zopet Ecio Goznjak. In sicer ob sobotah, ob 20. uri, kot vse druge naše oddaje, in ponovitev v nedeljo ob 20. uri. Tako da so slovenske oddaje vse dni v tednu, kot sem že povedal, in ob isti uri, vedno ob 20. Tudi naše oddaje se lahko slišijo po vsem svetu na internetu z naslovom www.radiospacio103.it. Sedaj pa preden zaključimo, predam besedo vam, dragi poslušalci. Če imate mogoče kakšne spomine, ki bi radi z nami delili, ali pa mogoče kako glasbeno željo, da jo vam zavrtimo v naslednjih tednih. Jaz sem prišla, če bi kdo kaj rad povedal, da lahko prenesem na mikrofon. Ne rabim mikrofona. Za snemanje.
Jaz bi rad samo omenil nekaj, da smo predno je se začel ta radio, oddajati na radio, smo mi kot Števerjanci nekaj časa, se mi zdaj, da je točno, ne vem, tega ste mi 4 ali 5 mesecev na Radio Gorica Uno, so nam tam, ne vem kako, stranka ali politično, dosegli smo tam imeli 4 ura 20 minut in tam smo samo, torej smo oddaje snemali in so bile 4 ura 20 minut, se mi zdi, ampak smo samo oddajali, mislim, povedali, kaj se zgodi, mislim, na kulturnem in športnem področju, napovedali, kaj bo prihodnji teden in to, ne. To smo imeli enkrat na teden. In potem so pa to Italijani, mislim, tam, mislim, na Radio Gorica Uno so prišli, torej so nasprotovali temu še 3-4 ure na teden in smo to, zdaj točno vem, pa po 4-5 mesecih to se je prišlo kinjeno, kaj potem so nastala ta, torej radio, kaj je radio? Ljudski radio, ne. Sej tudi tam moram povedati, bilo, kot je rekel že Matjaž Pregdo, da vem, smo imeli oddajo v Adventu, potem se je tam kaseto navil in je prišla vam pesem z posta ali pa obratno, ne. Sta velikonočna pesem, ko smo bili že pri Božiču, ne. Samo to se je hodilo. Jaz bi še eno kratko, še nekaj kratka bi povedal, namreč to, da smo leta 1983 smo prejeli v Trstu nagrado iz Črnetovega sklada, ne, za naše delo na radiju, nagrada, ki jo podeli Društvo slovenskih izobražencev. Ta nagrada je tudi denarna in s tistim denarjem smo si takrat, se spomnim, nakupili veliko število novih plošč. Potem leta 1989 pa nam je Zveza slovenske katoliške prosvete v svoji 30-letnici podelila posebno priznanje za informiranje slovenske javnosti na Goriškem in povezovanje Slovencev na obe strani meje in ustvarjanje raznega kulturnega prostora. Brez denarja. Brez denarja. Na koncu še malo tako hudomušen stavek, recimo, veliko let smo bili sodelavci 4 moški. Ko smo že obupali, so se nam nepričakovano pridružile 4 mlade ženske in okrepile našo desetkano ekipo. Zelo smo jih veseli. To so Stefanja Bereta, ki je vodila večer, Ilarija Bernjak, ki je tudi tukaj z nami, Sanja Vogrič in Karlota Nanut. Danilo, bi nam še povedal, kako imate razporejene oddajo za večer naslove. Vi imate tudi lepe naslove, lepe vsebine. Bi kaj povedali o tem? Ja, to mora povedati vsak sam, ker ne znam niti na pamet. Ti povej o svojem tistem, ne vsak svoje. Moja oddaja je zdaj, dosti let sem imel oddajo, ki je imela naslov Samotni pastir, ker morda se bom tudi vrnil kdaj še na ta naslov. Ker sem bil vedno bolj samotar, vedno sem rad delal stvari tako bolj sam, ne v družbi, pač tak značaj imam. In te moje oddaje se nadaljujejo vedno v takem slogu, kakor pred tolikimi leti imam oddaje, ki so iz narave, predvsem zelo rad o ptičih, zelo rad tudi posnetki. Zato je nastala tudi knjiga, ne? Posnetki ptičev po radiju in tako naprej. Potem tudi oddaje življenjepisi naših slavnih mož, zaslužnih, potem oddaje verske, z družbenega življenja, politične, vsega. To je zelo pisano. Potem gospod Andrej Velcon. Ja, jaz sem začel, mislim, leta 1995, sem vprašal Nikota, če bi rad sodeloval na radiju, ljudskem radiju, in potem, ja, izbira sem hodil vprašavati, kdaj bi lahko nastopil na radiju, ne? To je bilo oktobra 1995, jaz pa sem bil na radiju prvič pred mikrofonom marca, ne, 94 sem bil, sem vprašal, 95 sem bil pa marca leta sem bil prvič pred mikrofonom 7. ja.
Odobreno po enem letu. Po enem, ja, skoraj, ja. Ja, se je rekel zmeraj, da se treba sestati sodelavci, da me bojo pač tako sprejeli, ne. In tako sem začel jaz oddajati, bral sem predvsem obvestila, ker v mojih oddajah boste slišali obvestila, ne, ker drugih se takšen namen oddaje pač, ne. Moja oddaja nosi naslov zdaj z glasbo. Prej sem imel oddajo 1 uro, zdaj pa skoraj pol ure, zato ker sem Niko snemal oddaje s prireditev, pa sem rekel, da je bilo dobro, če bi dal pol ure te posnetke z teh prireditev. Ne cele, pač pa lahko v 3 delih, če oddaja traja 1 uro in pol, pa lahko da po pol ure, ne? Ja, in tako zdaj gre ta oddaja, ne? Danes je bil posnetek Goriškega okteta, ki je bil v kulturnem centru Lojze Bratuš letos, ne? Danes je bila pa prvi del oddaje, nastop ansambla 1 urca ali 5, ne? To je bil 4. novembra. Ja, drugi četrtek je to, ja. 3 oddaje. In tako kakšna Ceciljaka in tako gre naprej, ne? Tu se je dogajalo, ker sem jaz začel hoditi na radio, sem pač z eno punco, ne vem, kako se je klicala, ena taka, se ne spomnim, smo imeli 14-dnevno oddajo, malo smo se krejali, kaj naj tudi, ne. Jaz sem bral, predvsem sem bil majster za obvestila, glasbene želje sem sprejemal pri telefoni poslušalcev in potem sem začel oddajo, z Niko imel neko oddajo v četrtkih, nekaj cerkvene bilo nekaj, ne. Nekaj, 15 minut, to je bilo na četrtek, in potem jaz sem imel oddajo od 20:15 do 21. Mojo oddajo, mislim, kako sem si pač zamislil, tudi glasbene želje poslušalcev sem sprejemal, ne, ali pa tudi sin mi je pomagal dosti, Peter, ne, v teh letih. In potem, jaz sem imel pole oddajo na ponedeljek, smo bili vsi vsak svoj dan je bila oddaja, ne, na sporedu. In jaz sem imel na ponedeljek torej, in na petek je imela že pokojna Anka, ne. In poleg, ker je Anka umrla, sem rekel, kaj ćemo napraviti, zdaj ne moramo, pa sem rekel, bom pristopil jaz k tej oddaji, sem bil v ponedeljkah in petkah, tako da sem jo nadomestil, ne. In vse do današnjih dni pač, ko sem bil tudi 2 oddaji, seveda tudi od ponedeljkah in četrtkah, zdaj pa, ko so prišle 3 punce, so me malo razbremenili to, ne, da je bolj lepa oddaja, mislim, bolj zanimiva čez teden, da se ne ponavljajo, rečemo, ne. In tako ustrajamo pač, to je, ne. Upamo, da še dolj cajta, ne. Seveda, Ilarja, nekaj že povedala, ne? Ja, kot sem rekla, s Karloto imamo oddajo z naslovom Prazne buče močno donijo. Jaz zdaj imamo petkih oddajo, naslov je Mikrofon je poslušal za vas. V glavnem to, kar posluša mikrofon, ki ga nastavim ali na koncertu, ali zadnja leta, odkar je pod Lipami tudi skoraj vsako srečanje je po radiju. In tako, v glavnem goriška, pevsko-kulturna kronika. In še Matjaž? Jaz imam oddajo ob torkih, moja oddaja nima imena in ker prebiram bolj iz lokalnih časopisov, kot so Novi glas ali iz Ognjišča ali iz teh revij, tudi iz doma, ki prihaja na naš radio, prebiram lokalne novice, razne intervjuje, razne zapise, kar se je dogajalo tukaj pri nas, razne članke. To traja od 20 do 25 minut, potem pa je prosta glasba, seveda vedno v slovenščini. In bi še 2 stvari rad pripomnil, kot sem prej povedal, pred leti nas je bilo ogromno, sedaj nas je tudi številčno, ampak pred leti smo se jezili recimo, zdaj pa se dobimo 2-krat na leto na pici, da se vidimo in dobimo včasih kakšen samo napis, kdo si je sposodil CD in ga ni že pol leta v studiu, tako da iščemo, kdo je krivec, ker nas je dosti. In verjetno v petek, to ni nihče tukaj omenil, v petek in soboto in nedeljo ne bo naših oddaj, ker bodo izklopili oddajnik v Števerjanu, ker je festival. To se je tudi dogajalo iz leta v leto. Ko je bil festival v Števerjanu, 3 dni ni bilo oddaj
ker drugače oddajnik je motil prenašanje festivala za televizijo. Tudi to ste preživeli. In Stefanja, kakšna oddaja pa ti pripravljaš? Jaz sem imela oddajo z naslovom Le spomin. To je bila oddaja o narodno-zabavni glasbi. Le spomin, ker je sicer zmes dveh naslovov v skladbi Le spomin deklica in spomin. Letos pa se bo moja oddaja nekako spremenila in bo bolj otroške narave. To bo za otroke, bom brala pravljice. Naslova pa ni še. Bo presenečenje. Presenečenje. Če bi še kdo kaj povedal? Miloš? Dober večer vsem, hvala. Jaz vas pozdravljam v imenu Zveze slovenske katoliške prosvete. Sicer najprej v nadomestilo predsednice, ki je zelo žal, ker je ne more danes biti z nami tukaj, ker ima ene zdravstvene težave v družini. In vas pa vse toplo pozdravlja in se mi je priporočila, naj vas prav tako toplo pozdravim. Meni to ni težko, je pa vse drugo, mi je veliko veselje in se vam zahvaljujem za ta večer, ker mislim, da je tako sintetično, verjetno vsak od nas pomislil na 40 let svojega življenja, vsaj tisti, ki ima 40 let, jaz sem tam, jaz jih imam čez. Segajo pa spomini Ljudskega radia, praktično odkar segajo spomini človeka, ki ima nekaj več kot 3 leta. In ne nazadnje Sigla, Sigla je bila del vsakega večera in je tudi kazala, končna Sigla, da bo tata hmali doma. In tako da je bilo res prijetno. Istočasno smo imeli lahko en ekskursus, kaj pomeni napredek v zadnjih 40 letih tehnologije in tudi naših družinskih navad. Nekoč je bil radio odprt vsak večer, danes je to morda manj, danes imamo vsega vraga drugačnega, nimamo pa časa, da bi jih te vrage uživali. Tako da smo, ne vem, če na boljšem ali na slabšem. Mimo tega, iskrena zahvala v imenu Zveze slovenske katoliške prosvete. In sicer, jaz sem malo razmišljal zdaj med tem, ko sem poslušal in bi poudaril to. Najprej hvala za tehnično sodelovanje pri Zvezi slovenske katoliške prosvete, vsem sodelavcem radia, posebej Niko Tuklanjščku, ki je odvedno snemal in pomagal pri Zvezi slovenske katoliške prosvete, tudi ko je bila tehnologija, še ni bila prav v dometu vsakogar in je bil on vedno tisti, ki se je upal nekaj novega poskusiti, nekaj novega povezati, nekaj novega predlagati z tega zornega kota. In zato, če imamo posnetke, audio posnetke in kasneje video posnetke naših prireditev, ki so v sklopu vseh društev, ki jih Zveza ima v svojem okrilju, dolgujemo Nikotu in njegovim sodelavcem. To je prva stvar. Drugič je vezano na to, je pomen arhiva. Ravno te nisem v nekem popolnoma drugačnem priložnosti slišal, da arhiv danes ni več aktualen, jaz nisem tega mnenja. Posnetki veljajo točno toliko, kakor velja knjiga. In ni isto brati knjigo na internetu ali brati knjigo v roki. In isto velja, mislim, za plošče in za posnetke. Zato tudi v tem smislu so pomembni arhivi, ki jih hranite. In zato tudi z tega zornega kota. Tretja stvar je ta, da je vaše delo in to snemanje in posredovanje v eter naših koncertov in prireditev prispevalo k temu, da se je domet naših predstav bistveno bil širši. Je prišel na domove ljudi, ki so bili morda stari, bolani in zato niso mogli se priti pač fizično na koncerte, na naše prireditve.
in so vam oni in mi tudi za to zelo hvaležni. Zaključim še z enim predlogom. Jaz sem bil eden od tistih, ki ustraja, da morate se združiti v samostojno društvo, formalno društvo. Jaz bom ustrajal na tem, zveza z svojimi uradniki in uradi vam bo ob strani v tem delu. In še zadnja stvar, za katero gotovo, ne vem, če mi boste očitali, tata gotovo ne bo zadovoljen. Jaz predlagam, da v taki obliki, kot vi želite in kot si jo zamislite, s pomočjo tudi zunanjih sodelavcev, ne da si vi pretirano s tem še dodatno napolnjujete dneve in večere, vendar se mi zdi pomembno, da bi izdali neke vrste brošuro, knjižico, knjigo, ki bi zbrala nekaj spominov, nekaj datumov, nekaj pričevanj, nekaj prepisov, pisem zanimivih in kaj podobnega. Tudi v tem vam bo zveza ob strani v delu in v kritju stroškov. Hvala. V spomin na ta večer, eno simbolična plaketa za 40-letno vestno delovanje. Hvala. Danilo je na začetku povedal, da kako so vztrajali v trmi, ne? No, in dan nocoj smo slišali, da trma vztraja 40 let in to so rezultati njihove trme, ne? Tudi mi je v imenu kulturnega centra in Koškantov Gregorčič iskreno čestitamo. Vam želimo res še veliko lepih doživeti pri tem delu, v prijetni družbi in seveda morate ohraniti trmo, da boste v tem delu, v tem poslanstvu, ker to je poslanstvo, nadaljevali. Hvala lepa vsem. Seveda, danes smo rekli, da proslavljamo 40-letnico, na ta račun bomo tudi nazdravili na to 40-letnico, tako kot se spodobi. Sedaj pa predno zaključim, damo še Janu. Prosim. Še moje imenu dober večer. Naj vas bodri misel, da se tudi na Radio Trsta včasih v božičnem času vrtijo velikonočne pesmi. In to se dogaja profesionalcem, s tem, da je tehnik, dežurni urednik, odgovorni urednik in dežurna urednica, to se tudi zgodi. Ampak, da se amaterji 40 let vestno vračajo pred mikrofon, to je čudež. Ker vsaka radijska oddaja enourna pri nastajanju traja vsaj 1 uro, ker gre 1/1. Posebno, ko ni tehnologije digitalne, da naložiš pesem kar z kompjuterja. Kaj pa še jo napisati, jo zmontirati, se pravi ne iti v živo. Trikrat toliko časa. In ko zgubiš stik s poslušalci, spominjam se tistega zlatega časa za repek, sem ga lovil, ko so klicali, ko so telefone vrneli, zgubiš povratno informacijo. Ti si sam v studiu in ne veš, komu govoriš, ne veš, če bo to slišal. Pa čeprav te ena sama oseba sliši, tvoja oddaja velja, je njo naredilo srečno. Oziroma je polepšalo večer. Zaradi tega toliko teže je delati oddaje, ki niso v živo. Radio Spacio, prej Ljudski radio, pa je imel še kakšno poslanstvo in sicer, da je nas mlajše nekoč privzgojil k lepemu. Z Matjažem sva pristopila k Ljudskemu radiju, potem, ki se dobro spomnim, NSA je tu prav v teh prostorih, mogoče kakšno nastopil više, pri odru 90, ko je Anka rekla, gledajte, iščejo sodelavce. Jaz takrat sem imel 16 let in me je to zelo pritegnilo in sem 2 sezoni potem vodil oddaje. Res me je Radio Trsta potem malo pokradel, spet sem se vrnil. Ampak tudi priložnost, da si spoznal slovensko glasbo. Koliko plošč, nekatere so bile bolj obrabljene ali kaset, si tam imel na razpolago in si slišal in poslušal in se privzgojil k slovenski glasbi, drugače nisi imel te možnosti. Se pravi, slovenska beseda in slovenska glasba, danes proslavljate 40 let delovanja.
seveda od tu je treba naprej. Lahko je ta tudi priložnost, da se načrtno zveza ali kdorkoli v Gorici reče, zakaj bi drugim mladim ne dali priložnosti, da bi sodelovali pri radiju. Nekaterim se to zdi zelo imenitno. Zaradi službe sem pač pri mladinskih oddajah, televizijskih sicer, in opažam, da naše mlade, ki jih znamo nagovoriti, od njih dobimo povratno informacijo. Njim se zdi imenitno, ampak seveda imajo talent, nimajo včasih znanja. Ne smemo pa takoj pred mikrofon, se pravi, ni dovolj, da imaš dobro voljo in da imaš talent moraš gojiti in gojiti slovensko besedo. To, kar danes žal, nočem biti polemičen, slovenska šola naša ne uspe tega narediti zaradi 100 problemov. Tako da je to mogoče priložnost, da se vsem društvom ali tistim mladim, ki bi želeli, da je to bi bila nekakšna telovadnica življenja, zakaj ne, ker pri določenem času moraš posneti, trajati mora 60 minut oddaja in tako naprej, lahko je to priložnost. Še majhen spomin, vem, ko smo upisali, vsak dan si imel dnevnik in se moral upisati in jaz sem kot najstnik spoznaval Danilovo pisavo, Nikovo pisavo, kdaj se oddaja začela, koliko klicev je bilo. To je arhiv, ki ima eno notrnjo vrednost, ampak kot pravi prav Miloš, vsak arhiv ima tudi eno socialno vrednost. Da smo nocoj slišali glas dr. Humarja, je nekaj, kar ni tako navadnega in vem, ker sem tudi nekaj posnetkov iskal, nekaterih posnetkov s prireditev, ki jih je Niko posnel na festivalu, v Števarjanu, kamorkoli, niti Radio Trstan ima. Radio Trstan ima lep del, posebno naših prireditev ali pa narodno-zabavne glasbe, sploh ne katalogiran. Celo Števarjanske festivale so katalogirani do leta 79-80 in še nikom ne manjka. Tako da je dobra volja urednikov Marija Brecelj, v tem primeru v Trstu, da je precej uredila, ampak teh posnetkov, ki jih Trst nima, jih ima samo ljudski radio, danes Radio Spacijo. To je ena velika vrednost, dajmo jo izrabiti, vsebine se da modernizirati, vsi ne jemo vedno jote, 300 gramov jote, jo pa pokusimo in njej se spomnimo našega otroštva, naših drugih časov, ker ne živimo pač, ne jemo zaradi lakote, ampak zaradi okusa. Še enkrat čestitam vsem vam, ki ste zdržali in vivat Kreska Florja, se včasih reče. Čestitam, hvala.